Celo naše telo se stara, to vsi vemo, a ne, in super je tako, po moje je to nekaj najboljšega, da se vsi staramo. Lep dober dan vsem, ki ste se zbrali danes tukaj v domu svetega Lenarta na snemanju Outercasta z naslovom Kdo smo brez svojih spominov. In seveda najlepša hvala za udeležbo naši današnji gostje. To je izredna profesorica, doktorica Milica Gregorič-Kramberger, ki pa je verjetno v Lenartu ne rabim posebej predstavljati. Saj sem ugotovil, da je kar precej poznanstev. Ja, pozdravljeni. Torej, kot sem dejal, gre za domačinko iz Partinja, Krambergerjevo, izredno profesorico, nevrologinjo, vodjo Centra za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki v Ljubljani. Strokovno delo ste nekako posvetili raziskovanju in zdravljenju demence in drugih bolezni možganov. Kar pa se mi zdi zelo pomembno, je pa tudi to, da se javno zavzemate za zmanjšanje stigme pri teh boleznih, kot je demenca. Kot sem že omenil, Milica prihaja iz Slovenskih Goric in pogovarjala se bova o starajoči se družbi, o odnosu do starejših, o novih spoznanjih, možnosti zdravljenja te, če tako rečeva, zahrbtne bolezni. Ampak vseeno mislim, da je prav, ker se nahajamo v Slovenskih Goricah, tukaj v Lenartu, je pa prav, da nekako začneva, mogoče, da se vrneva malo v zgodovino. Osnovna šola v Lenartu, gimnazija v Mariboru. Kakšni so vaši spomini na Slovenske Gorice? Ja, torej, moji spomini na Slovenske Gorice so zelo, zelo lepi in zanimivo je, kako jih doživljam zdaj v času, ko... Slišijo, lahko malo kasneje govorite, ker slabo slišijo. Ja, prosim. Aha. Dobro. Torej, ja, moji spomini na Slovenske Gorice so zelo lepi, je pa zanimivo, kako so tisti najbolj stari spomini, a ne, so seveda najbolj enostavni, simpatični in so zelo povezani seveda z Slovenskimi Goricami. In ko se domov peljem, se dostikrat spomnim kakih malih stvari, kakih malih dogodkov, ne, in zanimivo je, starejša kot sem, večkrat se jih spomnim. Seveda se spreminja tudi to, kako se počutim, ko se domov peljem. Ko sta še starša bila, je bilo to seveda drugače, zdaj je spet malo drugače, ampak vsakič je zelo lepo iti domov, zelo lepo iti v Lenart. Fajn je tudi videti znane obraze, še vedno jih je tu dosti več znanih obrazov za mene, kot pa ne vem, v Ljubljani, kjer je seveda dosti več ljudi, tako da super je priti domov. Mogoče še takšen spomin, kaj vas, ko se peljete po avtocesti, zdaj, ko je veliko dela na cesti, veliko čakate v koloni, kateri so tisti prebliski, mogoče nam kakšnega delite z nami, o čem razmišljate o svoji mladosti? Ja, ena od stvari, ki je bila moja stalnica, je bila moja pot do avtobusa, a ne, od doma do avtobusa. Tam v našem Spodnjem Partinju je pravzaprav sem vedno sama, vsako jutro in popoldne sama šla po tisti poti 1,5 kilometra do avtobusne postaje. In ja, včasih se mi je strašno mudilo, včasih sem mogla teči, včasih sem hodila celo večnost nazaj gor, pa sem nabirala kakšne rožice, a ne, vse se mi je zdelo zelo, zelo simpatično. Včasih se mi je pa zdelo strašno, nekako daleč moram jaz hoditi, a ne, v primerjavi z drugimi, ki so pač bili blizu doma. Ampak nekaj, kar se včasih spomnim, ko se peljem proti domu, naprimer, ker ko greš proti naši domačiji, se pelješ skozi dva kratka gozda in
Jaz pravzaprav nikoli nisem razmišljala, da bi, ko sem bila otrok, da bi me moglo biti kaj strah, ne, tam, ko grem. Ampak pol me je pa nekdo vprašal, kaj te nič ni strah, ko greš, ko je že mrak. In pol sem jaz vprašala, če bi me moglo biti, a ne. Ker spomnim pa se, da sta me starejša brata pa včasih kaj strašila, ker sta bila pač starejša. Naprimer s kakimi, ne vem, da bo prišla kakšna stekla lisica ali pa da je bila kakšna palca tak v daljavi, da je to ziher kakšna kača pa to, ne. Tako da take zelo enostavne otroške spomine si prikličem in jih je zelo lepo priklicati. Kot rečeno se pa in se seveda taki kot so najboljši, taki enostavni kot so, a ne? To strašenje s steklimi lisicami, to je verjetno bil najstarejši, ki je tudi tukaj med nami, ki je takrat študiral veterino. Ja, ne, mislim, da ni bil on. Ni bil on. No, ravno ste, ko že govoriva, starejši brat, lepo zdrav, gospod župan, je v glavnem študiral takrat veterino ali že končal. Odkot odločitev za medicino, da ste se vi odločili za medicino? Ja, to pravzaprav ne znam dobro razložiti, ampak to se mi je zdelo vedno nekaj, kar bi si želela biti. Zdelo se mi je, da bom lahko pač, da bom dosti znala, da bom lahko pomagala ljudem. In to sem si želela in sem bila zelo srečna, ko mi je uspelo narediti, ne vem, sprejemni izpit, ki je bil takrat še sprejemni izpit za medicino. In se mi je zdel to eden najlepših trenutkov, kar sem jih sploh doživela, to, da mi je uspelo, da sem lahko začela študirati medicino. Tako da kakega drugega razloga za to ne vem. Včasih imajo ljudje seveda neko osebno, ne vem, neki osebni problem, ki bi ga radi rešili. Jaz se ne zavedam tega, da bi bilo doma pri nas kaj takega. Je pa seveda potem, ko pa si že zdravnik, pa imaš svoje bližnje, ki zbolijo, pa vidiš, da kljub marsičemu, kar si se mogoče naučil, še vedno zelo veliko stvari ne moreš spremeniti, marsičesa ne moreš, marsičemu ne moreš pomagati, tudi če je tvoj najbližji. Tako da je lepo to delati, je pa tudi... Samo vseeno, ko diplomiraš medicino, še ni to. Potem treba se odločiti za smer specializacije, ne? Odkot odločitev za nevrologijo dejansko? Ja, nevrologija je nekaj zelo, zelo, lahko bi rekli, skrivnostnega, se pravi to, kako naši možgani delujejo, zakaj smo tako različni, zakaj se eni tako obnašajo, zakaj so eni tako sposobni, drugi manj, zakaj so eni se zdijo nenavadni, eni pa spet drugačni. Se pravi, vse to določajo naši možgani. In kot rečeno, zelo veliko neznank je pri vedi o možganih, ki se reče nevrologija, še vedno. In ravno zato je to zanimivo. Imela sem pa seveda izjemnega učitelja in mentorja, profesor Zvezdana Pirtoška, ki je pa seveda znal nevrologijo prikazati na posebej atraktivn in zanimiv način tudi študentom na splošno. Zato sem se tudi kot študentka medicine odločila za raziskovalno nalogo pri njemu in zanimivo je bila ta naloga iz demence. In tam sem seveda spoznala potem pobliže v pogovoru to, kakšne so težave bolnikov z demenco. In sem prvič doživela to, da sem se nekomu predstavila, ga nekaj vprašala, ga pregledala in sem ga potem prosila, če lahko naprimer zunaj počaka, ker bom potem še nekaj drugega naredila. In ko sem ga čez 15 minut spet povabila noter, se je zdelo, kot da me prvič vidi, ne? Se me ni spomnil. In je to seveda, ko to prvič doživiš, in ko spoznavaš, kaj ta bolezen dela, je še toliko bolj zanimivo in si seveda želiš, da bi lahko vsaj malo to boljše razumel, pa mogoče tudi kaj znal ukrepati, da bi bilo drugače. Drugače pa študirali ste tudi v Londonu, študirali ste na Švedskem.
V zadnjem času se veliko govori o slovenskem zdravstvu, o dvoživkah, ne vem o čem vse. Eni so prepričani, da je slovensko zdravstvo dobro, drugi, da je slabo. Pa če pogledava to primerjavo, naprimer Anglija, Švedska, Slovenija, kje je po vašem mnenju slovensko zdravstvo danes? Slovensko zdravstvo, torej možnosti za to, da se diagnosticira, da se postavi prava diagnoza, da se da ustrezno zdravljenje, so zelo, zelo dobre. Jaz mislim, da tudi slovenski zdravniki imajo zelo veliko znanja. Je pa res, da pa pogoji dela, v katerem delamo naprimer tukaj ali pa delajo na Švedskem, pa so popolnoma neprimerljivi. Tudi niso primerljivi tisti v Avstriji ali pa tisti pri nas. A ne? Se pravi, pri nas, mi smo, seveda nas so učili malo drugače, a ne, in tudi smo mi neka druga generacija, tista, kateri jaz pripadam, tisti, ki zdaj prihajajo, ki so zdaj mogoče ravno kar diplomirali, so seveda ljudje, ki malo bolj skrbijo za ravnotežje med delovno obremenitvijo pa prostim časom, a ne, in se lahko zdi, da mogoče manjkrat želijo delati na etični pogon, ne? Tako kot smo mi navajeni bili. Ampak kot rečeno, pogoji za to, da delaš, pričakovanje sistema, da delaš in koliko naj narediš v nekem času, so v naši deželi ali pa na severu Evrope ali pa v Avstriji popolnoma drugačni. In v smislu, se pravi, da je pri nas bistveno več bi naj naredil v krajšem času in zato bil pač zadovoljen, da sploh lahko delaš, a ne. In potem, potem pa bi kmalu spet, mislim, kakega posebnega časa za počitek, formalno je že določen, ampak dejansko pa ga dostikrat ni. Poleg tega se pa seveda, če želimo, da se razvija veda, mora biti tudi čas za raziskave, kar pa formalno resnično v našem rutinskem delu časa za to sploh ni. Ne? Kar je čisto drugače kot naprimer na Švedskem, kjer lahko zdravnik dela, ne vem, 3 dni kot klinik, pa 2 dni kot raziskovalec, ali pa 3 mesece kot raziskovalec, pa 9 mesecev kot klinik. A ne? In je to nekaj običajnega in so stvari zelo jasno razmejene, ve se točno, kako so plačane, kako so razporejene, vse je zelo transparentno in nekaj zelo banalnega, kakšna je razlika, naprimer, na Švedskem grejo zdravniki, sestre, administratorji in vsi, ki so vpleteni v to, da bolnika obravnavajo, vsak dan od 11:30 do 12:30 imajo čas za kosilo. In takrat se ne dogaja nič drugega. Razen seveda na urgenci, kjer je drugačen red. Pri nas je to bolj izjema, ne? Da resnično, bolj izjema kot pravilo. Ja, da se dejansko takrat se usedejo, se pogovorijo, ne, in se skupaj poteka bistveno bolj umirjeno in jaz mislim, da tudi so bolj učinkoviti zaradi tega, ker imajo manj bremena, pa ga boljše izvedejo. Ne. Če se vrneva nazaj v Slovenijo, vodite Center za kognitivne motnje na Nevrološki kliniki v Ljubljani, to se že več kot 10 let. Mislim, da ste takrat začeli, mislim, da je ta vaš mentor, če sem pravilno prebral, dr. Pirtovšek, ki je potem uredil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje financiranje in potem je bilo razpisano eno mesto dejansko in to mesto je potem pripadlo vam. Kako se spominjate teh začetkov? Mislim, začeti v nekem centru sam verjetno ni enostavno. Seveda, da ne. In seveda pa to tudi daje neke vrste dosti zagona, a ne? Ker lahko si zamisliš, kako bi to naj bilo, kako boš to vzpostavil.
In ena od prvih stvari je bilo ravno to, da je dobro videti, kakšni so dobri zgledi, ne? Videti kaki drugi center, ki že deluje in ga podobno vzpostaviti. In predtem v Sloveniji nismo imeli v nevrologiji neke organizirane službe, ki bi se ukvarjala z demenco oziroma z motnjami teh višjih živčnih funkcij. Prej je to večinoma bilo samo oziroma bilo izjemoma so bolniki to diagnozo dobili na nevroloških ambulantah ali bolnicah, ampak ni bilo nobenega posebnega obravnave iz tega naslova. Vse je bilo preko psihiatrov in seveda družinskih zdravnikov. In zdaj od leta 2009 pa do zdaj je seveda to se razvilo v nekaj zelo intenzivnega. Vsak dan potekata 2 celodnevni ambulanti, kamor pridejo bolniki praktično iz cele Slovenije. Največ seveda iz osrednjega dela in jim tam omogočimo, da pridemo nekako do diagnoze, da priporočimo zdravila, a ne. Seveda pa je smiselno, da se te napotitve dogajajo, kadar imajo ljudje še malo težav, ne pa da je bolezen že zelo napredovala, a ne, ker je potem takrat je pravzaprav zelo malo možnosti na obeh straneh. Torej bolnik težko sodeluje in tudi zdravnik zelo težko res nekaj spremeni s tem, ko začne to ugotavljati. Ambulanta seveda deluje ni dovolj samo zdravnik, pomembno je, da imamo medicinsko sestro, ki ima posebno znanje za to, in imamo tudi celo ekipo, torej psihologe, logopede, delovnoterapevte, fizioterapevte, a ne? In enkrat na teden se dobimo in se o tistih bolnikih, ki so mogoče težji za odločitev, kaj narediti, katera diagnoza je, kaj bi bilo pametno, o tistih se posebej skupaj pogovorimo. Verjetno pa je velikokrat težava, ker se ljudje pač nekako tolažimo s tem, starejši sem pa pozabljam, da je to normalno in velikokrat je lahko to tudi začetek demence, ne. Vi pravite, da je velika razlika med normalnim staranjem, če ga tako imenujemo, in staranjem z demenco. Kakšna je po vašem mnenju ta osnovna razlika in na kaj moramo biti tu najbolj pozorni? Ja, torej, ko se staramo, seveda celo naše telo se stara, to vsi vemo, a ne, in super je tako, po moje je to nekaj najboljšega, da se vsi staramo, ampak staramo se različno, a ne, različno se vidi nam navzven, da se staramo. In starajo se tudi možgani in normalno zdravo staranje iz vidika možganov je seveda, da ko si starejši, si v teh nekih miselnih procesih malo bolj počasen. Naprimer, še vedno zmoreš, lahko se naučiš nove stvari, še vedno lahko delaš tiste stvari, ki si jih prej znal, ampak boš rabil malo več časa, tudi boš lahko se lotil kakšne stvari, ki jih še prej nisi znal, ampak boš pač potreboval malo več časa za to. In zelo težko pa hkrati, naprimer, če je, ne vem, neka motnja, pa še nekaj, da je treba miselno nekaj delati, je to ponavadi malo težje, kot je bilo prej, ko si bil, naprimer, 20 ali pa 30 let mlajši. Se pravi, to je normalno. Ni pa del normalnega staranja to, da opaziš, naprimer, da določenih stvari, ki si jih znal, več ne znaš, ali pa da se jih ne moreš ali spomniti, ali besed najti, ali da ne znaš več dobro napisati, ali da, naprimer, si celo življenje rad bral in zdaj, ko nekaj prebereš, ne veš točno, kaj si prebral. Ne moreš povedati tega drugemu, ni tudi normalno staranje, da se ne znajdeš v domačem okolju ali pa v domačem kraju,
Pri vožnji seveda tudi starejši ljudje lahko čisto normalno vozijo. Spet je tu problem, da je vse skupaj malo poteka počasneje, da je treba si naložiti manj vožnje, da moraš dobro videti in dobro slišati, ker če ne vidiš dobro in ne slišiš dobro in če si preutrujen, potem seveda ne boš varno vozil. Če pa na znanih lokacijah ne veš točno, kam je treba že zaviti, ali pa se pelješ po neki znani poti in postane ta pot zelo naporna in si čisto jezen, vznemirjen, se jeziš na druge, potem pa to lahko pomeni ne to, da je to normalno, ampak lahko pomeni, da mogoče mora biti nek razlog za to, mogoče je to bolezenski proces, ki bi lahko vodil čez nekaj časa v tisto, kar rečemo demenca. No, zdaj pri sami demenci, veliko mi laiki posplošujemo, govorimo o demenci, ampak dejansko oblik demence je več razlik, ki jih mi ne ločimo, in tudi velikokrat govorimo o demenci in Alzheimerjevi bolezni. In mogoče, kakšne so te osnovne razlike in koliko vrst v osnovi poznamo demence in zakaj je pomembno, da to različno demenco ali različno vrsto bolezni tudi razlikujemo. Ja. Torej, to je pa nekaj zelo, zelo pogostega, tako kot ste rekli, da se meša izraz demenca ali pa Alzheimerjeva bolezen. In če bi, na primer, zelo poenostavili, jaz sem prepričana, da vsi, ki ste tukaj, veste, da lahko človeka glava boli zaradi veliko različnih razlogov. Se strinjamo? Glavobol lahko imamo zaradi dosti različnih razlogov. Se pravi, glavobol je opis, je sindrom, rečemo zdravniki, nekega problema, nekih težav, se pravi, bolečina v glavi, včasih ti je, včasih še ti je slabo ali pa te luč moti, Se pravi, to je opis težav. Temu se reče sindrom. Enako je tudi demenca, je sindrom, je opis težav. To pomeni, lahko je to težava s spominom, težava z govorom, da ne najdeš besed, težava z orientacijo, lahko je težava s presojo, da se težko odločiš, kaj bi naredil ali pa kaj je prav, kaj ni prav. In vse to nastane počasi in postane tako hudo, da rabiš pomoč nekoga drugega. Naprimer pri vožnji ali pa pri nakupovanju ali pa pri plačevanju računov ali kuhanju. Se pravi, to je sindrom, to je skupek težav take vrste. In take težave lahko povzročajo različne bolezni. Tako kot sem prej rekla, da lahko različni vzroki so za glavobol, tako je tudi za sindrom demence veliko različnih razlogov. Več kot 100 različnih razlogov je za sindrom demence. Približno 10 do 15% teh vzrokov lahko dobro zdravimo. Lahko ugotovimo, da ima človek na primer boreliozo ali pa neko drugo vnetje ali pa da ima, da se mu je možganska kap zgodila ali da se je poškodoval ali da ima tumor ali da mu ščitnica ne dela dobro ali da mu sladkorna bolezen ni dobro vodena in zaradi tega zgleda, kot da se ne znajde dobro, včasih je zmeden, včasih ni. Se pravi, približno 10 do 15% je takih vzrokov, da jih lahko dobro zdravimo, ostalo so pa različne bolezni. In najbolj pogosta bolezen, ki tako stanje povzroča, se imenuje Alzheimerjeva bolezen. Potem pa imamo še druge bolezni možganov, ki lahko tudi povzročajo sindrom demence. Naprimer, tudi Parkinsonova bolezen povzroča demenco. Potem imamo eno posebno obliko demence, ki ji rečemo frontotemporalna demenca, ki je čisto drugačna kot prejšnji dve. Potem imamo še veliko različnih takih napredujočih bolezni možganov, ki počasi potekajo in se, če bi pogledal od daleč, izgledajo lahko podobne.
Ampak pomembno je vedeti, katera je tista bolezen, ki to stanje povzroča. Zakaj? Zato, ker jih lahko različno zdravimo, ker lahko s kakšnimi zdravili celo, če narobe se odločimo, celo poslabšamo stanje, in zato, ker je tudi potek teh bolezni različen. Nekatere so tudi bolj dedne in tako ne. Se pravi, zelo pomembno je, da mi vemo, katera bolezen povzroča demenco. Ne? In seveda Alzheimerjeva bolezen lahko povzroča in najbolj pogosto povzroča demenco, ampak kot rečeno, še veliko drugih je. Kako pa, če se vrneva k demenci, govoriva o demenci, je kar huda bolezen dejansko, ker se je ne samo, da prizadene bolnika, tistega, ki zboli, ampak tudi bližnje, ne? Ker je potem so obremenjeni. Ampak v Sloveniji, kaj je po vaše večja težava? Bolezen, samo zbolevanje ali odnos? Ali odnos do te bolezni? Ker nekako o demenci ne želimo govoriti javno. Zakaj je ta stigma tako močna še v Sloveniji? Ja, bolezen, ki povzroča spremenjeno delovanje možganov, je ponavadi torej to, da človek postane drugačen, da se drugače obnaša, da določenih stvari več ne zna, da se kdaj obnaša v družbi nenavadno, tako da je mogoče njegovim bližnjim nerodno, ali pa da se neprimerno obleče, ali pa čudno odgovarja, ali kaj takega. To je čisto drugače sprejeto, kot pa to, če nekdo, ne vem, hodi pa ima 2 bergli, ali pa je na vozičku, ali pa so ga ravnokar operirali zaradi raka. Ne? In to je seveda zelo nelogično, da je tako, zato ker je ta bolezen možganov je čisto podobno ena od bolezni, ki lahko prizadene telo, kot je na primer rak. Ne? Ampak dojemanje tega, da se nekdo spremeni v obnašanju, v govoru, v odnosu do drugih ljudi, da nečesa več ne zna, ne razume, ne? To je pa tisto, kar družba težko sprejema, tako kot vemo, da tudi ljudje nasplošno, na primer druge vidike možganskih bolezni, na primer kake depresije ali pa psihoze ali pa kaj takega, tudi ne sprejemajo. In to seveda se lahko mi dobro pomislimo. Imamo primer, kakšen je odnos, na primer, ali je tukaj pri nas celo boljši odnos kot v kakšnem drugem delu Slovenije do tistih, ki so varovanci v zavodu Hrastovec, ali pa mogoče ni. Ampak hočem reči, da je do sprememb, ki jih povzročajo bolezni možganov v družbi, je premalo znanja, in ker je premalo znanja, je tudi odnos do teh bolezni zelo nepravičen, neustrezen, se pravi, zelo stigmatizirane so te bolezni. In kaj lahko naredimo? Več moramo o tem vedeti. Več morajo o tem vedeti naši otroci, pa vaši otroci, pa odrasli, več moramo o tem govoriti, ker dobra stran tega je, da vsi lahko za to bolezen, kakršnokoli od teh bolezni zbolimo, in si nobeden od nas ne želi, da bi drugi reagirali na tak način do nas. Jaz mislim, da je kar Lenart ali Slovenske Gorice je kar mogoče v tem malo prednjači, zaradi tega, ker vseeno imamo tu zavod, socialno-varstveni zavod Hrastovec, imamo konec dom svetega Lenarta, dom svete Agate, VDC, imamo kar nekaj teh ustanov in te ljudi srečujemo, naprimer. Jaz konkretno prihajam iz Trnovske vasi in se spomnim pred leti, ko se je tam odpirala enota socialno-varstvenega zavoda Hrastovec, je to bilo groza. Kraj je konec, to je zdaj konec sveta dejansko, ampak danes ti ljudje normalno živijo, hodijo k maši, hodijo na prireditve in jih tudi domačini sprejemajo. Tako da s tem, kot ste rekli, verjetno s tem se da
potem marsikaj narediti o tem ozaveščanju, da se pač ljudje srečajo s temi ljudmi, ne, pa potem, da vidijo. Ne. Verjetno pa je tudi ta odnos nasplošno do starejših. Mi smo hitra družba, živimo en mimo drugega, se mi zdi, ne. In me zanima še tudi ta odnos do starejših, kako ste ga vi dojemali na Švedskem, pa v Sloveniji, ne? Ker vemo, Skandinavija je čisto nekaj drugega kot te naše države. Mogoče ta razlika, kako nasplošno sprejemajo starejše v tem severu ali pa pri nas? Ja, torej države severa so zelo odprte, a ne, za starejše ljudi, da jih spodbuja se, da so še vedno aktivni, vključeni, da se torej starost kot taka ni potencirana kot neko bolezensko stanje, ampak je bolj predstavljeno kot nekaj, kar lahko še vedno veliko doprinese k družbi, in starejši ljudje dejansko se vključujejo in seveda to je dobro, zato ker se tudi počutimo veliko boljše, če imamo neko vlogo v družbi, tudi če zdaj ne hodimo več v službo, naprimer, ampak če imamo neko vlogo v družbi, neko nalogo, da je naš dan izpolnjen z nečim, kar nas napolni s potrditvijo, da je smiselno, da, ne vem, smo šli in smo nekomu pomagali ali da smo nekaj preuredili, a ne, in je to nekdo opazil. To zelo veliko pomeni osebi sami, a ne. Pri nas je mogoče, ne vem, nisem prepričana, da se že obrača v odnos družbe v pravo smer, mogoče počasi, s tem, ko se veliko govori, naprimer, še posebej o demenci. Se mi zdi, da se je v zadnjih letih to spremenilo v družbi, da so ljudje več o tem vejo, več sprašujejo, več jih zanima in dejansko se skušajo aktivirati. Obstajajo tudi seveda te centri za starejše, univerza za tretje življenjsko obdobje, a ne, vse te razne torej aktivnosti, telovadbe in to, a ne. Vse to je nekaj, kar starejši osebi pomaga, da se ji izpolni dan, da ima smisel njegov dan, a ne. In tudi lahko drugemu veliko dobrega prinese, s komer se druži. Prej je seveda bilo tako, da so ljudje živeli v razširjenih družinah in je bil ta dan veliko bolj zanimiv tudi za starejšega človeka, ker je domov se vrnil, ne vem, otrok, pa vnuk, a ne, in se je skozi nekaj dogajalo. Zdaj pa veliko starejših ljudi živi samih in s tem se seveda ta prepad med družbo, ki hiti in nima časa za svoje stare starše in starejšimi, zelo povečuje, a ne? In s tem se seveda tudi problematika starejše osebe lahko povečuje, zato ker nima nekoga bližnjega, s katerim bi lahko delila to, da ne vem, da se počuti samega, žalostnega, da se nima s kom pogovarjati, da ne more gledati vnuka, ki, ne vem, se igra ali pa kriči, ne more se jeziti na to, da kriči, a ne. Vse to dela naš dan zanimiv, to, da smo v interakciji z drugimi, da se nam dogaja, da slišimo nove stvari, da se kaj novega naučimo, a ne. Vse to dela tudi naše možgane aktivne in tudi sami pri sebi imamo občutek, da danes je bil pa na primer dober dan, danes sem pa toliko zanimivega uspel narediti, ne. Prej ste dejali, da delujeta v Ljubljani 2 ambulanti, ne, dnevno. Ampak kdaj obiskati to ambulanto, ali mogoče kdaj pri sebi začutiti ali bližnji, ko začutijo? Kakšna je ta razlika med tem, ko ti telo funkcionira z leti vedno počasneje? Kakšna je ta osnovna razlika med tem, bi rekel,
normalnim pozabljanjem, če tako imenujemo, ali pa prvimi znaki demence? Kje je to, kako tu prepoznati? Ja, to zna biti zelo trd oreh za marsikoga, torej in za zdravnika, in za človeka samega, in za družino. Največkrat bolnik ali človek sam pri sebi to najboljše čuti. In seveda, če se premalo o tem pove oziroma ve, potem lahko tudi reče, ne, sem star že 73 let, se je normalno, da več ne morem iti v trgovino, pa tam tiste kartico uporabljati, naprimer. To seveda ni dober način, ampak kdaj moramo biti pozorni? Pozorni moramo biti takrat, kadar nastanejo nove težave, neka nova težava, ki je prej, če nikoli nismo znali, ne vem kaj, biti vodič za druge ljudi, pa usmerjati, potem tudi zdaj enkrat ne bomo tega obvladali, ampak če se nam neka nova težava začne pojavljati, se pravi, da kar naprej ne najdemo besede, da iščemo stvari, da se slišimo ali pa se ne slišimo, mogoče, da večkrat povemo iste zgodbe, iste vprašanja postavimo in se to ponavlja, se začne in se potem ponavlja in vztraja in je to na novo nastalo, potem je to razlog, da je treba ukrepati. Ukrepati prej, preden je tako, da več, naprimer, da rabimo že veliko, da rabimo pomoč. Kadar je teh težav malo. Verjetno je pa tudi zelo pomembno, kot pri vseh boleznih, to čim zgodnejše odkrivanje bolezni. In zato je pomembno, da tudi sami pri sebi si nekako rečemo in pazimo na te stvari, kdaj je tisti trenutek, kaj pa, če je to začetek demence, gremo obiskati specialista. Tako, ja, zelo je pomembno, torej vsak od nas sebe seveda najboljše pozna. In čutimo pri sebi, včasih čutimo, ali da smo bolj utrujeni, kot smo bili sicer, včasih čutimo, da je res naporno vse skupaj, včasih se nam zdi, da včasih iščemo kakšne stvari, pa je to povezano lahko s čim? Največkrat je to povezano z nekim stresom. Imamo vsega preveč, vseh nekih obveznosti preveč in v tistem trenutku se nam lahko zdi, da se nič ne spomnim. Če je to povezano s stresom in ko stres mine, pa teh težav ni, ali pa jih je zelo malo, ali pa jih je bilo toliko kot prej, potem to verjetno ni nič posebnega. Če pa nastane na novo in vztraja, ni treba, da se vsak dan zgodi, ampak se zgodi, naprimer, 3-krat na teden ali pa 2-krat na teden, pa se to kar ponavlja in ponavlja, potem pa moramo se vprašati, zakaj se nam to dogaja. Mogoče bo se ugotovilo, ko bomo šli k zdravniku, da je to samo posledica, mogoče smo žalostni, mogoče kaj drugega, kaj takega, kar ni bolezen možganov. In je pomembno in vredno, da gremo pravi čas za to, da se to razčisti. Ker če se to zgodaj razčisti, potem se seveda lahko tudi uporabi tiste stvari, ki lahko pomagajo. Ali da kakšno zdravilo dobimo, ali da kakšno zdravilo mogoče ni ustrezno, ki ga že moramo sicer jemati. Mogoče imamo, slabo zdravljeno sladkorno bolezen, kar ni zelo redko, pa nam niha krvni sladkor, pa imamo kar naprej prenizko, pa previsoko in takrat mogoče tisti, če je kdo med vami, ki ima sladkorno bolezen, ve, da se počuti čisto drugače takrat, ko ima preveč sladkorja ali pa ko ga ima premalo in lahko zgleda raztresen, zmeden, kakšne besede ne najde in tako naprej. In razne druge bolezni tudi lahko se na tak način kažejo, zato je to potrebno pretehtati. Kdaj in kako je tisti pravi trenutek? Tako. Po eni oceni je v Sloveniji, mislim, da okrog 40,000 bolnikov, če tako rečeva, ki so zboleli za demenco.
In kakšna je prihodnost? Eni napovedujejo, da je ta bolezen na pohodu vedno hitreje, ne? In kaj to pomeni za naš zdravstveni in socialni sistem? Smo mi tu dovolj naredimo kot družba, ne samo kot stroka, ali bo tu z časom predstavljalo velike težave v družbi? Ja, nažalost se naša slovenska družba zelo intenzivno stara. Trenutno imamo že več kot 21% vseh prebivalcev starejših od 65 let. In seveda starejši kot si, večja je možnost, da se razvije kakšna od teh bolezni. In zdaj, kaj bi pravzaprav po mojem mnenju mogla družba delati, ne samo razmišljati o tem, kako tiste, ki so obnemogli in rabijo veliko pomoči in tako imenovano dolgotrajno oskrbo, kako tistim pomagati, tistim je absolutno treba boljše pomagati, ampak zelo, zelo pomembno bi pa bilo, da bi se populacijo kot celo spodbujalo k tem, da bi lahko bolj kvalitetno živela. Se pravi, da bi bila bolj aktivna, da bi delala tiste stvari, zato da bi se to stanje, če bo se razvila bolezen, se razvila kasneje. Torej vsi bomo verjetno, ali pa večina bo živela dlje, kot so živeli naši starši. In zaradi tega je pomembno, kako živiš, ko dlje živiš. In z zdravim življenjskim slogom, s tem, da imaš, torej, da se trudiš biti telesno aktiven, da dobivaš prava zdravila, če jih potrebuješ, da se zdravo prehranjuješ, da si aktiven, da tudi če si v pokoju, da se družiš, da tudi kaj novega se želiš naučiti. Se pravi, spodbujanje k takemu načinu življenja, pa možnosti, ne samo spodbujanje, se pravi, možnosti. Spodbujanje je eno, možnosti je pa nekaj drugega. Veliko ljudi v Sloveniji seveda ima zelo omejene možnosti pri izbiri, kakšno hrano si lahko kupi, kakšne možnosti so, kako je, kam se lahko vključi. Zato je zelo pomembno, da bi se cela družba o tem bolj ozavestila. Da ne bi bilo pomembno to, da dobiš stvari najcenejše, pa si zadovoljen, ampak je bolj pomembno, da izbereš tisto, kar je boljše za tvoje telo, tudi če je mogoče tega manj. Če bi bili tukaj z nami, mogoče naši, ne vem, kakšna generacija nazaj ali pa še ena nazaj, bi nam povedali to, kar mnogi vemo, da je manj, je vedno več, Izobilje, torej družba izobilja vodi v bolezni sodobnega časa, kot je sladkorna bolezen, debelost, bolezni sklepov in vse to. Tudi zato, ker smo tako ustvarjeni, da je naše telo, ga zlahka prepričamo, oziroma veliko bolj enostavno je narediti nič, kot pa narediti nekaj za isti učinek. Dokler nimamo težav, največkrat ne iščemo rešitve. Ko pa imamo težave, takrat pa smo marsikdaj že malo prepozni za to, da bi nazaj obrnili potek. In tisto, kar mislim, da je poleg tega, da mora družba, da mora naša politika in nasplošno cela družba več energije posvetiti boljšemu preventivi, torej spodbujanju, znanju in vključevanju. To je ključno, in to, da pa mora pa seveda investirati tudi v to, da bojo možnosti za to, da bo ljudje lahko prišli do zdravnika, da se bo ustrezno ugotovilo, ali imajo eno ali drugo ali tretjo bolezen, da bojo dobili zdravila, zato bo pa potrebna tudi precejšnja sprememba sedanjega sistema, kar pa vemo, da te spremembe pa potekajo bolj počasi,
Ja, drugo leto so volitve, pol bo šlo hitro, pol pa se bo spet zaustavilo. Ne? V glavnem, o dejavnikih sva govorila, tisti, ki povzročajo, ki pač povzročajo demenco in vse te bolezni možganov. Ampak kaj tudi ti treningi, marsikateri starejši reče, jaz redno rešujem križanke, berem knjige, da pač nekako krepim ali telovadim z možgani. Je to tudi dobro potem, da... To je zelo dobro, je pa tudi pomembno vedeti, da nekdo, ki nikoli ni bral knjig, ne moremo zdaj, naprimer, mi pričakovati ali kot otroci ali kot vnuki, da bomo svoji babici ali pa očetu ali pa mami rekli, zdaj pa moraš brati. Se pravi, neke popolnoma druge navade, ki jih prej človek nikoli ni imel, tudi potem ne bo sprejel. Po drugi strani križanke so seveda zelo fajn, ampak če tisti, ki veliko naprimer trenirate križanke, veste, da se te gesla zelo ponavljajo in vse je tako jasno. Tako da to, da vedno isto delamo, tudi ni dovolj. Se pravi, naši možgani imajo zelo radi kakšne novosti. Novosti ne sme biti preveč, še posebej, če imamo kakšne omejitve, ampak ravno prav novosti mora biti ves čas, zato da so možgani v pripravljenosti, da se kaj novega jim zgodi. Zato tudi ni dovolj, da smo naprimer doma, pa gledamo skozi okno, pa točno vemo, da ob 7:30 pride tisti človek mimo, pa tisto stvar nese, ob 10 pride nekdo drugi in nese nekaj drugega. Se pravi, taka rutina pri zdravem človeku je popolnoma nezanimiva. Nezanimiva za možgane. Se pravi, morajo biti različne nove stvari, ki jih ne sme biti preveč in morajo biti take, da so nam tistemu posamezniku zanimive. Torej, meni je lahko nekaj zanimivo, vam bo nekaj drugega, in ni smiselno, da bi imeli eno priporočilo za vse. Sedaj o dejavnikih smo že veliko rekla, kateri dejavniki so tisti, ki povzročajo te bolezni, ampak prebral sem v enem intervjuju vašem, da pravite, da več kot polovica teh dejavnikov lahko sami preprečimo. Kaj moramo storiti dejansko? Kaj je ob vsem tem, da na nek način treniramo možgane, kaj je še tukaj pomembno? Zdrav način življenja, verjetno zdrav življenjski slog. Tako in veliko je različnih študij na to temo, sicer ne iz našega okolja, ampak iz različnih večjih držav, tudi iz Skandinavije, pa iz Amerike, kjer populacije spremljajo veliko let zdrave prebivalce in ugotavljajo, ponavljajoče to dokazujejo, da samo če dejansko vzdržujemo zdrav življenjski stil dolgoročno, potem bomo odložili čas, ko se bo razvila naprimer bolezen možganov, ki se kaže potem lahko z demenco. In sicer kaj od tistega, kar sem že povedala, pa kaj še nisem. Se pravi, pomembno je, da smo telesno aktivni. To je tudi ena od stvari, ki je za vsakega od nas malo drugačna. Kakšnega koleno boli, kakšen ne more hoditi, pa lahko z rokami miga, kakšen lahko zelo veliko hodi, kakšen lahko kolesari. Pomembno je, da vzdržujemo redno telesno aktivnost. Pomembno je, da se družimo. Če smo sami, je to zelo slabo za možgane. Tudi če rečemo, saj jaz sem najrajši sama. Marsikdaj smo radi sami, ampak na splošno za dobrobit počutja človekovega pa je boljše, da je v družbi, vsaj nekaj, da ima to možnost redno. Potem, da se učimo nove stvari, ali da delamo neke naloge, ali da kaj novega preberemo in se potem pogovarjamo, ali da se mogoče celo kaj učimo v kakšni skupini, naprimer, tako kot je Univerza za tretje življenjsko obdobje. Potem je pomembna prehrana,
Za telo nasplošno, za srce, za žile in tudi za možgane velja, da je pomembno, da ne jemo tistih stvari, ki so očitno mastne, da ne jemo tistih, ki so zelo slane, da ne jemo tistih, ki so zelo sladke. Nič tistega, kar je najbolj dobro. Ja, vedno se lahko, imamo izjemne situacije, ko se prekršimo, ampak drugače, če se pa trudimo, da je večino časa naš obrok tako uravnotežen, zdrav, bomo zelo veliko naredili za naše žile, za pritisk, za sladkor in za možgane, seveda. Potem je pomembno, da se izogibamo temu, da bi se poškodovali, glavo. Pomembno je, da če potrebujemo očala, da jih nosimo. Pomembno je, da če potrebujemo slušni aparat, da ga nosimo. Ponovno, če ne slišimo in se nekaj okrog nas pogovarjajo, mi nismo del tega pogovora, ne vemo, o čem se govori, ne moremo se vključiti in nam je neprijetno, rajši se umaknemo in seveda na ta način manj smo seznanjeni s tem, za kaj gre. In lahko rečemo, jaz itak ne morem, pozabim. In to so taki izgovori, ki jih potem ljudje radi uporabijo. Pomembno je tudi, da če imamo zdravila za pritisk krvnič, za sladkorno, za maščobe, da jih redno jemljemo. Tudi potreba po teh zdravilih se v obdobju življenja spreminja. Mogoče, ko smo stari 50 let, še nimamo zdravil, pa jih imamo pri 55, mogoče 3 različna, pri 60 ali pa 75 imamo lahko 1 ali pa 7. V glavnem, to se spreminja in je potrebno seveda tudi pri zdravniku o tem se pogovoriti, in imeti čim bolj optimalna zdravila za tisti čas. Torej, ne velja, da enkrat si dobil zdravila in jih moraš zavedno enako jemati. Se pravi, zelo veliko stvari je hkrati in študije kažejo, da samo če na vse te stvari res imamo skrb, če ljudi, naprimer študije primerjajo ljudi, ki so vse to počeli, kar sem povedala, in tiste, ki so počeli to, kar jim pač življenje prinese, nič niso posebej nobenih posebnih aktivnostih imeli, so bili tisti, ki so imeli boljši nadzor in vse te dejavnosti na bistveno boljšem, naprimer po 3 letih primerjav, kot pa tisti, ki so živeli nek tak relativno enostaven, dolgočasen življenjski stil. V obeh skupinah so pa bili to ljudje, ki niso imeli demence. Se pravi, ljudje, naprimer starejši od 65 let, eni so imeli nalogo, da se vsak dan gibajo, da zdravo jejo, da se družijo, da so miselno aktivni in jejo ustrezna zdravila, drugi so pa pač živeli, kakor jim je dan prinesel. In ko so te 2 skupini primerjali čez 3 leta, je bila tista, ki je resnično skrbela za to, da je bil to en zdrav življenjski slog, na bistveno boljšem, kar se tiče miselnih funkcij, kot tista druga. Zdaj, če govoriva o slovenskem zdravstvu, še prideva do ene točke, to so čakalne dobe. Kaj pomeni, ko pri sebi ali pa pri bližnjem ugotovimo te osnovne vzroke, o katerih sva prej govorila, demence, kaj moramo potem storiti do osebnega zdravnika in osebni zdravnik nas potem napoti k specialistu? Tako, do osebnega zdravnika. Osebni zdravnik lahko že zelo veliko naredi, se pravi, najboljše bi nas naj poznal, ve, kakšna zdravila imamo, če jih sploh imamo, lahko naredi osnovne krvne teste, lahko nas tudi pošlje na kakšno enostavno slikanje glave, kar se ne čaka dolgo. In na tak način se izključi neko veliko stvar, naprimer, možgansko kap ali tumor ali kaj takega. In potem lahko človek počaka, da naprimer je napoten
k specialistu, če je to treba, ki bo to bolj natančno opredelil. Če pa se zgodijo take težave, se pravi z govorom, spominom, naprimer gibanjem, nenadoma, naprimer danes smo zdravi, jutri zjutraj se zbudimo in ne moramo govoriti ali pa ne moramo premikati in govoriti, a ne? Je pa to seveda nekaj čisto drugega. To je pa potem neko urgentno stanje, ki ga je treba hitro razrešiti, a ne? Ali pa če se take težave razvijajo v enem tednu, je tudi drugače, kot če se razvijajo že 1 leto. Ne? Se pravi, ker je bolezen možganov, kot je naprimer Alzheimerjeva bolezen, je že približno 10 let v naših možganih, ki mi še nič ne čutimo, da bi bilo kaj, da imamo karkoli problemov. A ne? In potem tudi, ko nastanejo problemi, počasi nastanejo. Ne, v letu enem se razvijajo neke težave, blage, in potem se pa počasi slabšajo. Če pa je to slabšanje hitro, v dnevih, mesecu, potem je pa to nekaj čisto drugega. A ne? Potem je pa treba napotiti bolnika hitro na pregled. In tako da v primeru čakalne vrste za našo ambulanto, če je izključeno to, da bi človek imel, če se mu niso težave razvile v enem tednu ali pa v enem mesecu, prej je bil pa popolnoma zdrav, potem lahko normalno počaka, 6 ali pa 8 mesecev za to, da bo pregledan v ambulanti. Ne? Ampak seveda je pa tukaj, imamo pa tudi razne zlorabe teh napotitev, a ne, kjer so ljudje napoteni pod zelo hitro, a ne, za težave, ki jih imajo, 3 leta, enaka je, ne. Zato je tudi eden od razlogov, zakaj so čakalne vrste dolge, a ne. Zdaj, dejstvo je, ko se pojavi v družini ena od oblik bolezni možganov dejansko, ne, je tu se kar spremeni način življenja. Ne. Zato je tudi pomembno ne samo bolnik, ampak tudi, da si svojci, bližnji, tudi poiščajo pomoč. Ne. Kakšno pomoč si lahko poiščajo in na koga se lahko vse obrnejo, ker obstaja kar nekaj tudi ta spominčica in vse te stvari. Ne. Ja. Torej, svojci dlje kot bolezen traja, torej bolezen, naprimer Alzheimerjeva bolezen z demenco, dlje kot je prisotna, težje je za družino, za svojce in spreminja se, različno težko je. In če tega kot svojec ne razumeš, če ne veš, da je to del bolezni, potem je to seveda eno grozljivo breme, ki ga ne moreš dobro prenesti. Ne moreš razumeti, zakaj bi mogel, mami 10-krat v 5 minutah odgovoriti na isto vprašanje. Zakaj je dala telefon v hladilnik, in se razjeziš. Če tega ne veš, če tega ne razumeš, ne, potem pride do neprimernih oziroma zelo težkih situacij, ki jih svojci zelo, zelo težko, ne, dan za dnem, vsak dan, celih 24 ur sprejemajo umirjeno in ne. Če pa razumeš, da je to del te bolezni, pa tudi veš, da sam ne moreš biti edini, ki skrbi za tega človeka z napredovalo fazo bolezni, ampak rabiš tudi čas, ko se malo oddahneš, rabiš čas, ko ti nekdo drugi še priskoči na pomoč, zato da ti je malo lažje. In o tem, kako se bolezen spreminja, kaj vse prinaša, o tem seveda lahko ljudje zvejo pri spominčici, na takih nekih izobraževanjih, lahko mogoče v centru za krepitev zdravja, lahko v aktivnostih doma za starejše, a ne, razne te možnosti so. Ampak ključno pa je, kar se vidi v ambulanti, ko poslušamo, naprimer, bolnika pa njegovega svojca, je ključno to, da svojec razume, da to ni nagajanje. A ne? Velikokrat veste, da če človek pozabi,
misli, da mu je nekdo nekam nekaj založi, misli, da mu je tisto, kar išče, nekdo ukradel, potem pride do obtoževanja in potem tisti svojec, ki tega ne razume, je v konfliktu in lahko pride do zelo, zelo težkih situacij, tudi do agresije, tudi do fizičnega nasilja in raznih takih zelo, zelo hudih stvari. Tako da govoriti o tem, to tudi vemo, da je zelo pomembno, da mi v ambulanti o tem govorimo. Če ti ne veš, da je to del bolezni, se pravi, če ti zdravnik ne razloži tega in tudi ni dovolj, da tebi kot bolniku to pove, je pomembno, da povemo še svojcem, otroku, ženi, možu. Velikokrat ne želijo priti zraven, velikokrat rečejo, saj ni, zelo polepšajo stvari, zato, da bi boljše izpadlo. S tem seveda, to je spet del tega, k čemu rečemo stigma, o tem ne bomo govorili, da nečesa ne zna, da nečesa ne zmore, ga moramo predstaviti v boljši luči. So tudi svojci, ki predstavijo svojega bližnjega v zelo slabi luči, pa ni tako slabo. Se pravi, različne situacije so. Ampak nikoli pa ni narobe, da o tem odprto govorimo, da o tem povemo, da imajo ljudje kaj prebrati o tem, da vejo, kam lahko gredo po informacije. Imamo, torej ta dom je demenci prijazna točka, imamo mesto, kjer lahko o tem se več seznanijo ljudje na splošno. Zdaj mogoče, preden se še dotakneva zadnje teme, to so zdravila, še mogoče vam, dragi obiskovalci, da mogoče premislite, imate za našo strokovnjakinjo z področja demence, izredno profesorico, doktorico Milico Gregorič Kramberger, kakšno vprašanje. Nina, potem lahko daš mikrofon. Ta čas pa, ko se organizirajo in obiskovalci premislijo, če imajo kaj za vprašati, pa kako pa je na področju demence in teh bolezni možganov na splošno z zdravile. Testira se več zdravil, kako daleč so ta testiranja in kaj lahko pričakujemo v prihodnosti? Ker bolniki smo najbolj zadovoljni, če dobiš eno tableto in to je to. Ja, to je tisto, kar sem prej povedala, da smo naše telo je tako naštimano, čim manj napora, najlažje vzamemo to. Ampak tipično stanje, ki ga ne bomo rešili na tak način, je ravno Alzheimerjeva demenca, ker se tako zelo spreminja in ker seveda nimamo čudežnega zdravila, kot za marsikatero drugo bolezen tudi nimamo, to je tudi treba vedeti, ampak veliko stvari lahko naredimo in v Sloveniji imamo tisto, kar imajo drugje po svetu že vrsto let, že skoraj 30 let, vsa neka, rečemo, simptomatska zdravila, ki lajšajo težave, depresijo, nemir in take vidike bolezni. V Evropi pa imamo od letos dalje tudi uradno dovoljenje Evropske agencije za zdravila in tudi Evropske komisije za novo zdravljenje, ki pa in sicer za 2 zdravili, zdaj že v bistvu od prejšnjega tedna tudi še za eno, prej je bilo samo eno zdravilo, ki se mu je reklo lecanemab, zdaj pa še eno drugo, ki se mu reče donanemab. To so zdravila, ki delujejo tako kot naprimer protitelesa, se pravi, imamo nek problem, naprimer, lahko si predstavljate, kot če zbolimo z virusom in naše telo se bori proti temu virusu in ko ustvari dovolj obrambe proti temu virusu, takrat se pozdravimo. No, in to zdravilo, ti 2 zdravili, ki sta usmerjeni proti spremembam, ki so v možganih ljudi z Alzheimerjevo demenco, boleznijo, so nakopičene, so kot eni kupčki nenormalnih beljakovin,
ki povzročajo, da možganske celice med sabo več ne morejo dobro sodelovati in zaradi tega naš spomin ne deluje dobro, zaradi tega besed ne najdemo, zaradi tega ne razumemo stvari, ljudi ne prepoznamo, ne? In dlje kot bolezen traja, več je teh kupčkov, teh nenormalnih beljakovin po možganih in večja je škoda. A ne? In to nastaja v letih. No, in to novo zdravilo, eno in drugo, deluje tako, da te kupčke, ki seveda niso kupčki, ampak imajo pač neko ime, neki spremembe v možganih, to beljakovino odstranjujejo. Se pravi, vežejo se na to beljakovino in jo odstranijo. In s tem, ko jo odstranijo, je ta problem povezovanja med možganskimi celicami olajšan, je manjši. To pa ni zdaj konec bolezni. A ne? In zato, da bi to zdravilo lahko delovalo, da bi imelo korist, ga moramo uporabiti zgodaj, ko ima človek malo teh kupčkov, ne? Ko ima malo teh sprememb v možganih. Ker ko je veliko teh sprememb, je škoda že zelo velika in tudi, če bi odstranili te stvari, te spremembe, ne bomo več mogli možganskih celic med sabo lepo nazaj vzpostaviti njihove povezave. Ne? Se pravi, to so zdaj prva zdravila, ki delujejo prav na bolezensko dogajanje v možganih in vemo, da bomo mogli biti zelo previdni, komu bomo to zdravilo lahko dali. Zdravila se bojo dajale v obliki infuzij, v žilo enkrat na mesec ali pa dvakrat na mesec. Te ljudi bomo morali natančno izbrati in jih glede na njihove druge bolezni, na njihovo možgansko sliko, vedeti bomo mogli, da je to res Alzheimerjeva bolezen. Če bo imel človek neko drugo bolezen, ne bomo mogli tega zdravila uporabiti, a ne? In spremljali jih bomo, ker lahko pride tudi do kakšnih komplikacij, tako kot vedno pri kakšnem takem biološkem zdravljenju. Se pravi, to je neka taka zelo zanimiva in dobra novost, za katero upamo, da bomo tudi v Sloveniji jo dobili na voljo čim prej. V Avstriji že uporabljajo to zdravilo, eno od teh dveh, v Nemčiji, v Veliki Britaniji, v Italiji, a ne? Tako da upamo, da bo tudi Slovenija temu sledila. Kdaj točno pa to bo, pa ne vem, ampak pri tem je zelo, zelo pomembno, da vemo, da nič ne pomaga, da mi bi želeli, naprimer, vi danes to poslušate in bi, naprimer, želeli za vsak slučaj iti na pregled, čeprav še nimate nič težav, da bi šli za vsak slučaj, kaj če slučajno, ker je rekla, da je že 10 let prej, a ne, bolezen prisotna, če bi slučajno jaz to zdravilo lahko dobil. Se pravi, ljudi, ki nimajo težav, oziroma kjer teh težav mi ne moremo dokazati, tistim tega ne bomo ponujali. Zakaj ne? Zato, ker je vsak od nas je svoj posameznik in zelo različno poteka ta bolezen, a ne? Eni zbolijo pri 80, eni pri 50, eni pri 72 in potem tudi bolezen različno poteka. A ne? Tako da ne bo tega, čemu rečemo, presejalnih testov za za vse, ki so starejši od 65 let. Zakaj ne? Ker to ni pametno, zato ker smo različni in tudi zato, ker tega zdravila ne bomo mogli, gotovo ne, kar tako dajati kot kakšno tabletko. Sedaj še dajmo možnost, malo nas že čas sicer preganja, ampak dajmo še možnost našim obiskovalcem, se komu postavlja kako vprašanje, ki bi rad naši gosti postavil vprašanje, kar naj dvigne roko. Kdo postavlja vprašanje? Prinesel mikrofon. Ne?
Vmes, kaj pa šla, da vas skrati. Vse vi. Bo vredno. Ja, bom kar dve stvari, čisto na kratko. Ko ste govorili v začetku, kako ste bili na Švedskem, pa primerjavo malo s Slovenijo, moram reči, da vam lahko samo pritrdim s tisto mojo malenkostjo tudi, ker sem tudi sam bil malo v izobraževanju kot terapeut za izvajanje terapij s pomočjo konja, pa nam je predavateljica iz Švedske predavala 1 leto, vsak mesec, pa 5 dni smo bili na Švedskem in sem nekaj tega dojel, tudi kar ste vi povedali, da, seveda, da so naprej. Ne? In tudi v tistem, že takrat, vem, torej 22 let nazaj, so na Švedskem že imeli to možnost, da je zdravnik predpisal 5-10 ur jahanja, naprimer za tisto bolezen, naj bo duševna, naj bo fizična in tako dalje. To, drugo pa, ko sam osebno gledam, ko ste naštevali vse, kar mora človek sam narediti, ne? Med drugim tudi v prehrani. Meni so pač rekli, ker sem pač vegetarijanec, da moram skrbeti, predvsem zaradi demence, ne? Preventivno B12. Ne? Kako je malo s tem B12, samo toliko. Ja, hvala za vaš komentar. B12 je zelo pomemben vitamin, ki ga potrebuje naše celo telo, še posebej naša kri in pa naši možgani, naše živčevje, zato da živčna celica res optimalno deluje, potrebuje dovolj vitamina B12. In tipično je pri prehrani, vegetarijanski prehrani ali pa veganski prehrani, premalo vnosa, zato je treba to posebej skrbeti, da se to zadosti vnaša. Poleg tega pa ni treba, da smo vegetarijanci, da se to zgodi, ko eden od osnovnih testov, ki jih naredi zdravnik, ko pride človek zaradi težav s spominom k zdravniku, je določitev nivoja vitamina B12, ker tudi v starejšem obdobju življenjskem je hrana lahko postane preveč monotona, vedno torej eno in isto, ali pa tudi želodčna sluznica je malo spremenjena in je zato velikokrat ugotovimo v tem testu pri ljudeh, ki niso vegetarijanci, tudi pomanjkanje vitamina B12 in takrat je treba to resno vzeti in to nadomeščati. Ponavadi nadomeščamo z injekcijami v mišico. Tiste tabletke oziroma tiste stvari, ki jih lahko v lekarni kupimo, ponavadi, če je dokazano pomanjkanje, niso dovolj. Je potrebno kar resno to zdraviti. Mogoče še eno vprašanje? Bi še kdo? Tu sem nekje, Tone, mislim, da ste vi videli. Se lahko kar primete. Ja, hvala. Jaz bi samo vprašal, to se pravi, normalna pot je osebni družinski zdravnik, ki da napotnico, po potrebi pač, če ugotovi, da je to potrebno, ki te napoti verjetno k nevrologu. Tako. A je to možno tudi, da prideš v tako ambulanto k vam v Ljubljano na ta način? Tudi je možno, ja. Tudi je možno. Ja. A so te stvari tudi mogoče samo plačniško pogojene, ali? To gotovo obstajajo, tudi samo plačniške ambulante, ja. To se da pa poiskati na spletu, ne, če obstaja kakšna samo plačniška. Da se pa do vas priti tudi z napotnico osebnega zdravnika? Ja. Torej, obstajajo posebej ambulanta za rečemo, kognitivne motnje, se pri nas reče na nevrološki kliniki. Drugače imajo pa tudi tako ambulanto v Mariboru, v UKC Maribor. Potem so pa še kakšni posamezni nevrologi in psihiatri, ki bi tudi naj se s tem bolj ukvarjali. Ena od stvari v Sloveniji, ki jih nisem omenila, je problematičnih, je to, da torej je dostopnost do teh ambulant premajhna, zato ker je premalo zdravnikov, ki bi se s tem ukvarjali. Zakaj?
zaradi splošnega fenomena, ki se mu reče stigma. A ne? Ampak zdaj, ko bomo imeli pa zdravila, a ne, zdaj pa pričakujemo, da se bo spremenilo na obeh straneh, in na strani bolnikov in na strani zdravnikov. A ne? In to, da pa se naša družba stara in da se bo težko izogniti temu, da se srečaš s starejšim človekom, pa da se sami staramo, to je pa dejstvo. A ne? To je najlepše dejstvo. To je res, mogoče še kako vprašanje? Jaz še samo eno kratko. A je tresenje rok eden izmed zaskrbljenih? A je to povezano kaj z demenco? Od znakov mogoče? Tresenje rok je lahko eden od znakov za bolezen možganov. To ni znak Alzheimerjeve bolezni, lahko je znak kakšne druge bolezni možganov. Tipično najbolj pogosta bolezen, ki se kaže s tresenjem, je Parkinsonova bolezen. Še bolj pogosta bolezen, ki se kaže samo s tresenjem, pa je družinska oblika tresenja rok, kar je velikokrat v družini, se pravi največkrat manj tisti, ki se trese, pozna nekoga v njegovi širši družini, ki se je tudi tresel, ali enega, ali pa dva, ali pa še več, in tudi to se da zdraviti. Še na hitro, kakšno vprašanje? Kakšno vprašanje? Če ne, potem lahko zaključimo. Ja, hvala vsem, da ste si vzeli čas in prišli na ta naš Outercast, ki smo ga danes posneli tukaj v domu svetega Lenarta. Seveda vzrok za tako številčen obisk je tudi dobra gostja, tako da izredna profesorica, doktorica Milica Gregorič-Kramberger, najlepša hvala, da ste si vzeli čas in prišli med nas. Pa vseeno mogoče za konec še vaša zaključna misel, kaj bi svetovali vsem nam okrog bolezni možganov, kaj je najbolj pomembno ali kaj naj storimo. Ja, torej najlepša hvala za vabilo, zelo luštno je bilo priti domov v Lenart in vam kaj povedati o tem, kar delam in o tej pomembni problematiki, ampak tisto, kar pa lahko resnično naredimo vsak od nas, ker je, kot sem že nekajkrat rekla, dobra stran ta, da ne more nihče izbrati zaenkrat še, a ne, da te bolezni ne bo imel, je, da skušamo se truditi, da bi živeli čim bolj zdravo. A ne? Zdravo pomeni, da ko bo nam nekdo ponudil v dnevu 3 tortice, bomo pojedli samo tisti dan, ko je posebna priložnost, eno tortico, pa eno, ne vem, klobaso dobro, Slovenije goriško, pa popili malo vina, a ne, ostale dni pa tega ne bomo, a ne, pa da bomo se družili, da se bomo družili s tistimi, ki jih imamo radi, ki nam prinesejo veselje, da bomo kaj novega slišali. To je tisto, po moje, kar naše telo dela zadovoljno in v boljši kondiciji, in potem je seveda fajn, da če le je možno, da gremo po stopnicah ali pa se peljemo z biciklom ali pa da se torej gibamo na kak drugi način, na vrh vsega tistega, kar sem prej povedala. To pomeni, da tudi pri teh stvareh, kot je demenca, drži rek, vsak je svoje sreče kovač. Točno tako in nažalost moramo sami za to poskrbeti. Veliko lahko naredimo in skušajmo vsi, isto velja za mene, skušajmo vsi na mesto izbrati najlažjo pot, izberimo malo težjo pot, ker je bolj zanimiva, ker bomo naredili kaj dobrega in ker bo dolgoročno to se obrestovalo. Tako, najlepša hvala za obisk. Hvala, da ste si vzeli čas v vašem natrpanem urniku. Vem, da vas čas že preganja že naprej, ampak vseeno še enkrat hvala za ta obisk. Seveda hvala tudi vam, dragi obiskovalci, ki ste se udeležili snemanja današnjega Outercasta.
In seveda vsem vam, ki pa nas spremljate prek spleta, pa nič ni narobe, če si zadevo pogledate, tudi če kaj vmes pozabite, lahko dvakrat pogledate in nič ne bo narobe, če stisnete kakšen všeček. Naj pa tudi povem, da tudi današnji Outercast je nastal ob finančni podpori Journalism Fund Europe v okviru projekta Pluralistic Media for Democracy. Hvala vsem, hvala za pozornost in hvala za obisk. Hvala lepa.